Pozdravljeni vrtičkarji, danes vam bomo pokazali dve zanimive zasaditve za balkone ali terase. Prva bo v loncu, kamor smo dodali zelene kocke za večje zadrževanje vode. No, tu bomo posadili malo bolj zahtevne rastline, ki rabijo več vode. V drugem koritu pa vam bomo pokazali trendovsko zasaditev za leto 2018. Marija, predlagam, da kar začneva. Jaz tudi lepo vse pozdravim v mojem imenu. Takole, midva sva že prej pripravila glavnem kompletno mešanico s kockami, pa tudi tak zračen substrat mava, tako da bo vodo tudi dobro zadrževal. In zdaj bova kar začela. Tako, katera bo prva Takole rastlina? začneva z patagonsko verbeno. To je pač malo višja rastlinca, ki jo bova dala v ozadje. Glede na to, da imamo malo višjo posodo, jo bova vključila takole noter. Tole vijolično cveti, privabljala bo ogromno čebel, tako da nam bo dala zasaditvi samo ozadje. Ja. Naslednjo rastlino, ki jo bova posadila, bova dala tukaj spredaj. To vidimo, korenine so lepo razvite, bele, zdrave. So bele, to so zdrave. Take korenine naj bi nekje bile, a ne pri vseh rastlinah, tako da bodo potem tudi se res dobro razvijale. Tole je grobeljnik. Grobeljnik je znan po, bom rekla, kar takih bogatih zahtevah glede vode. Sicer tudi lepo diši, celo leto nam bo cvetel, odstranila bova tele etikete, tako da nam bodo zraven. To se pravi, grobeljnik nama bo lepo prevesil čez posodo. Zbrala sva pa tudi tako, bom rekla, trendovsko posodo v teh zemeljskih barvah, ker je to zdaj tudi moderno. Naslednjo rastlino, če greva kar naprej, pa je bazilika. Je pa bazilika Magic Blue. Ja, ta se zelo lepo razraste. Glede vode je, bom rekla, ima tam nekje srednje zahteve, ampak je res ena zelo čudovita rastlina, ki jo lahko lepo vršičkamo in nama bo naredila potem eno lepo kompozicijo. Vijolično cveti. Spet je to ena od rastlin, ki privabljajo čebele. Letos je zelo, bom rekla, moderno saditi tudi rastline, ki nam bodo privabljali čim več čebel. Evo, to se pravi, tukaj imava zdaj to. Naslednja je pa surfinija. Sva pa zbrala belo barvo, tako da se nama barve ne bodo teple. No, surfinije pa tudi rabijo precej več vode. Surfinija je pa znana potem, da res kar rabi veliko vode, tudi hranil, tako da jo treba in gnojiti in zalivati. Tako da kakšni ljudje se jo malo branijo, ampak je pa zelo lepa, kar se tega tiče in tudi lepo se razraste, cveti celo leto. Zelene kocke nam bodo tule tudi pomagale, še posebej v poletnem času. Poskrbele bodo tudi za zračnost zemlje, kar pomeni, da potem tudi korenine rastline bodo najbolj za zračnost, ampak je pa tako, kocke bodo zadržale vodo. To se pravi, v teh res vročih dnevih poleti nam bodo res pripomogli k temu, da bo mogoče treba malo manj vode vseeno uporabiti, pa če nas kakšen dan mogoče ne bo, da bo še zmeraj... Lahko za vikend kam gremo. Tako, da še zmeraj ostane nekaj vode. Nekje tokle rastlin bi bilo čisto zadosti. Za tole posodo. Ja, zato ker vse rastline se bodo bogato razrasle, vse bomo lahko malo tudi porezali, sploh patagonsko verbeno, tudi baziliko, zato da gredo lepo narazen. Sama surfinja se bo tukaj razrasla do konca posode, tako da vseeno lahko tudi malo porežemo, če bo potrebe. Grobeljnik nam bo pa dal tukaj tudi eno potrebno, bom rekla, obliko. Zdaj na koncu bi pa rekla, Primož, da dava še gnojila noter, bova uporabila tele ozmokot tabletke. Glede na to, da so te rastline kar požrešne, glede vode in tudi glede hranil, bova dala kar vsaki po eno, mava pa tudi kar precej zemlje noter, tako da ne bo potem problemov. Dava pa zmeraj na senčno stran posode tole tabletko. 5 do 6 mesecev se bo počasi sproščala. Nekje po 2 do 3 tednih pa začnemo gnojiti z vodotopnimi gnojili, ki potem normalno zalivamo. Tako da tabletke in tudi vodotopna gnojila uporabljamo čez celo sezono. Tako, zelene kocke pa nam bodo pomagale pri zadrževanju vode in seveda v vodi raztopljenih hranil. Predlagam, da potem zasadiva kar drugo korito, ki je bolj trendovsko. Bova pa uporabila korito z naravnimi materiali. Si bova naredila sam malo prostora. To je pač korito, ki je narejeno z reciklažnega papirja. Za tiste ljudi, ki imajo radi čim bolj naravno, ki ne marajo plastike, si lahko privoščijo evo takole korito. Zelo primerno je to tudi za dišavnice, tako da lahko tukaj noter vse kombiniramo.
Midva bova tukaj le naredila eno zasaditev, bom rekla, tako trendovsko, ki je moderna za leto 2018. Evo, bova kar lepo napolnila zemljo, kar do vrha lahko. Takole, ko polnimo korita, je pač treba kar fajn tudi malo potlačiti, a ne? Zbirajte substrate, ki so čim bolj zračni. No, za zračnost seveda poskrbijo tudi zelene kocke. Bova tudi tukaj dodala nekaj kock. Tako noter imava sicer tudi perlit, to so ta bela zrnca, tako da perlit je že sam tudi po sebi dosti zračen material. Potem so pašote in tudi gnojila za prve 2 do 3 tedne. Potem pa normalno spet začnemo gnojiti, kakor sva že omenila tudi v prejšnji zasaditvi. Evo, takole. Malo potresemo, a ne? Ni potrebe čist do vrha nafilati korito, zato ker bomo itak zdajle noter posadili rože, pa se potem sproti to dodaja. Še grubica doda svoje. Tako. Če se ne motim, letos so vrtnice tista modna. Letos je v ospredju ta balkonska vrtnica, Lily Rose Wonder 5 se ji reče, od firme Kinsler. V bistvu to je zdaj res ena taka, bom rekla, posebnost v letošnjih zasaditvah. Rožnato cveti, lepo se razrašča. Značilno za to vrtnico je pa to, da jo ne sadimo, bom rekla, na vrtove pod druge grmovnice, v kakšno senco, to se pravi rada ima zračne lege, kjer se ne zadržuje vlaga, čudovita je pa v koritih ali pa v posodah, tudi v takih posodah recimo. Midva jo bova tukaj uporabljala z koprivo, mlečkom, potem z roženkrautom, skratka z rastlinami, ki so bolj nežne rasti in jo ne bodo zamorile v rasti. Tako da, evo, tole bomo kar... Malo so še majhne, ker vrtnica, kot veste, rabi malo več časa, da se bo razrasla. Takole. Paziti je treba, da se je ne zaliva preveč, ker se rada potem pojavi pepelasta plesen. Evo, takole. Zraven bova dala visečo koprivo. To je tudi letos zelo moderna. Namesto teh visokih sort, klasičnih, ki smo jih navajeni, vidite, taka temna barva, pa zelena obroba. In se bo lepo razrasla takole po celem koritu. Kar tukaj je vključila. Evo, rastlino posadimo zmeraj tako globoko, kot je rasla v lončku. Lepo zraven samo malo potlačimo tole prst, ne preveč, ker rastlince so zdaj še kar precej majhne, tako da morava tudi paziti, da jih ne bova kaj polomila. Mleček je spet ena od rastlin, ki ima rada sončne, tople lege. No, vidite, da so še čist, mlade rastlince, dobro so se šele začele prekoreninjati. Mleček bova dala tukaj le za ozadje, za koprivo. Paziti pa moramo, ker je toplotno precej zahtevno. Ja, mlečka nikoli ne dajemo ven pred 15. majem. To se pravi, po ledenih možeh je nekje tisti rok, ki bi mlečke lahko prestavili na prosto. Tudi recimo begonije, koprive, vse te rastline nikoli ne dajemo pred 15. majem. Nekje, to je pač en tisti rok, ki naj bi nam, bom rekla, oznanil en tak datum za te tople rastline. Če pa korita posadimo, se pravi zdaj, v tem času, da se bo pol okrog 15. maja že razraslo, pa moramo seveda korito umakniti v tako eno zavetno lego, recimo, fajn je, da pokrijemo z lutrasilom, tako da rastline zaščitimo. Kakšne starejše rastline, če se prezimljajo preko, bom rekla, zime v kakšnih garažah, kleteh, lahko že damo na prosto, to se pravi na balkone, ampak jih še zmeraj umaknemo, bom rekla, k steni, pa vsem pokrijemo z lutrasilom, tako da je to še zmeraj zaščiteno. Največji problem je, če te rastline prezimljene, ki so ponavadi tudi kar malo pretegnjene, nežni poganjki se pojavijo in se zna narediti, da jih pa je to vroče pomladansko sonce kar malo požge, tako da se pazimo tega sonca. Naslednjo rastlinco, ki jo bo uporabljala, je pa roženkraut, to je pa stara kmečka rastlina, ampak izreden lepa, tudi diši in te rastline grejo lepo skupaj tudi k vrtnici in jo bova dala tukaj le zraven. Ga bova dala, ker roženkraut, je pa moškega spola, da ne bova to. Takole, zdaj za ozadje recimo bi si tukaj lahko prvošla še kakšno rastlinco, pa bi mogoče jaz predlagala kar tole. Stipo. No, okrasne trave so seveda izjemno priljubljene v koritih. Vidite, tudi ogromno korenic je naredila spodaj, tukaj le se še zdaj. Malo bi treba razrahljati. Tako,
Drugače te zadeve nikoli ne razdiramo, tako da bova pustila, lepo narediva jamco, evo. Tako, bova posadila še kakšno rastlino. Za tako korito imava zadost rastlin. Ja, zato ker se bo ta kopriva tukaj le razlasla, zapovana, mleček imava za ozadje, trava, ta del, roženkravce pa tudi zelo razraste. V kakšni barvi cveti? To je roza. Roza, tako da se bo lepo ujel tudi z vrtancov, kar ravno tako cveti roza in nam to v bistvu vse lepo pokrije. Kopriva pa je lepa v listih in ravno tako poskrbi za neko harmonično vzdušje. Tako da imava en tak kontrast, imava pa potem tudi te zadevce. Je to, bom rekla, zasaditev bolj v rožnatih odtenkih, čeprav niso tako moderni, ampak pač moda je zdaj zelo relativna stvar. Posadite si pač barve ali pa zasaditve, ki so vam nekje, bom rekla, najbolj všeč, tudi glede na možnosti, koliko imate recimo časa za vzdrževanje, si pač izberete zasaditev temu primerna. Zdaj, rabva Primož še spet gnojila, Tako, dodamo v slapot. Za ostalo sva že poskrbela, zdaj bova samo še tabletke dodala. Vrtnica je tudi kar glede hranil zahtevna, tako da tudi dava zraven. Takole. Zadaj bova dala pa samo eno, ker je glede na volumen zemlje dovolj. Tako, kocke imava tudi, v bistvu imava vse. Zelene kocke bodo tudi poskrbele za dovolj vode tekom poletja, mogoče bo kakšna zalivalka manj, zato smo jih tudi uporabili. Tako, naša zasaditev je končana. Želim vam prijetno vrtnarjenje. Moje ime je Primož Brezovec, veseli me, da letos vrtnarimo skupaj. Hvala lepa.